Ja, pozdravljeni v današnji epizodi spletne tržnice od Vil do Vilic. Danes na obisku na eko kmetiji Uha in z mano Tamara. Živijo, Tamara. Zdravo, pozdravljeni. In najbolj nekaj sama predstaviš. Ja, najprej lepo, da ste prišli. Tile in pa Katja sta me kar razveselila, taka sproščena druščina. Malo smo pojedli, malo smo popili. Več alkoholnega seveda. Tako da dobrodošli na naši kmetiji. Pri nas je to tako, da v bistvu smo na kmetiji bolj kot ne 3 ženske, tako da se tudi glede teh panog, s čemer se ukvarjamo, poskušamo nekako bolj usmeriti ženskam primerno. Tako da pri nas se večinoma ukvarjamo s peko, torej kruha in pa kifrčkov, ti so najbolj... Imela priložnost, lahko pohvalimo in z prve roke rečemo, so odlični. Ja, upam, hvala. Recimo potem, poleg tega pečemo tudi kakšne roladice, piškote, ampak te ostale sladke zadeve bolj kot ne tam v decembrskem času. Pripravljamo tudi štrukle, ajdove, bele skutine, ajdove z orehi, odvisno od situacije, kako se odločimo oziroma kako je povpraševanje, kruhove cmoke, jagodne cmoke, marelične, to so v bistvu vse dobrote, ki jih lahko večinoma kupite v domači štacuni v Celju. Se pravi, vaši pridelki so v domači štacuni, ki najdete na Stanetovi, tudi njih boste videli in bomo šli k njim na obisk in tudi tvoje izdelke tam videli. Seveda tudi z njim zvoka naravnega ne moramo, tudi tile dajo pridelek. Tako, to so naše kokoške, nimamo jih zelo veliko, je ena taka okrnjena čredica, jata, ki pridno nese jajčka, enkrat bolj, drugič manj, seveda odvisno od lune in vremena. Nič jih ne forsiramo, kak znesejo, tako da pri nas dobite tudi domača jajca, vkolikor nimate jajc. To bomo tudi posneli, kako pripeljete se na kmetijo, en lep znak vas bo pozdravil. Pričakal, ja, sicer je že znak malo bogi, ampak tudi na tem delamo, tako bomo počas malo popravili pa nazaj v horizontalo oziroma vertikalo. Ampak prej, ko smo se pogovarjali, si mi tudi povedala, da si 3 leta nazaj rastlinjak ste zgradile. Tako, postavili smo rastlinjak. Zdaj tu je tak, je razmeroma velik, ni pa zelo velik, tako da v bistvu notri pridelamo, kar pridelamo za sebe, kar je viška, je tudi na voljo za kupce. Tako da odvisno v bistvu od letnega časa, od vremena in vseh ostalih. Pridnih rok in vsega skupaj. Tako. In tudi, ko si mi omenila, kar ostane, včasih pa tudi iz tega kak nov produkt zraste. Seveda, velikrat je v bistvu situacija taka, da nas spontano pripelje do kakih novih pogrontavščin. Recimo, ko imamo višek paradižnika, delamo paradižnikovo mezgo, jo moram pohvaliti, mislim, meni je ful všeč. Potem kakšne vložene paprike, paprikin namaz, tudi turšijo smo delali, to je v bistvu taka sveža zelenjava vložena v kisu, super zadeva za kako zimsko solato. Skratka, veliko pol takle pride, v bistvu stran ne gre nič, v vsakem primeru. Potem med ostalimi stvarmi imamo tudi recimo domač kis, spet kak je letina glede jabolk in vsega tega. Pa še prej smo pozabili omeniti, tudi nudelce delamo domače. Tako. Spet, če imamo dosti jajc, pol jih je malo več, če nimamo dosti jajc, če jih preveč prodamo, potem je pač nudelcev malo manj. Ampak načeloma, kdor jih želi... Pa tudi čokolado si rekla ob decembrskih časih. Ja, tudi domačo čokolado delamo, eno tako specifično, rožičevo čokolado, torej brez kakava. Ta je bila kar atrakcija v Ljubljani, recimo, sploh med temi miklavževanji in božičnimi prazniki, tada tisto med letom, ne razen, če bi si odo izrecno zaželel. Pa verjetno je še en kup takih stvari, ki se jih zdaj ne spomnim, ker v bistvu se nekaj spomnimo, naredimo, pa gre malo pozabo, pa spet nekaj novega, tako da v bistvu tudi kruh, kiflci, pa štrukli in testenine so pa ena taka bolj kot ne stalnica. Spet enkrat imamo več časa se temu posvečati in tudi promovirati, drugič malo manj časa, odvisno še od ostalih vseh situacij. Drugač
pa kar nekako lepo sodelujemo in uživamo v tem, kar počnemo, čeprav je tudi včasih naporno, 4 zjutraj vstati, niti kruh pečiti in vse ostalo, ampak na koncu mislim, da ima to neko tako vrednost, pa je le domače in smo veseli, če so kupci veseli. Je pa tu treba tudi povedati, da pride kak dan, ko ali kruh ali kifeljci nimajo tudi svojega najboljšega dneva ali pa trenutka, se kdaj kaj sfiži ali pa človek ni tak pri stvari, je mogoče kruh bil malo preveč pečen ali pa se daj zdi malo premalo. Se čuti, če je z ljubeznijo in je z energijo naredito. Tako, jaz upam, tako da so tudi ljudje zadovoljni, ko se poslužujejo teh naših in ostalih, seveda iz ostalih kmetij, domačih dobrot, da to pač ni množična proizvodnja, ko je vedno vse enako. In morajo to tudi malo vzeti v zakup. Je pa zdravo. In na tej točki poziv vam, da spodbujate lokalne kmete in njihov trud in greste prav k njim na kmetijo, vedno dobrodošli, nikoli Ja, niste. seveda, to definitivno dober, zdaj ob 10. zvečer v nedeljo, verjetno glih ne, pa tudi, če je kakšna panika, bomo tudi rešili situacijo. Lahko pa ob tem povem, da tudi imamo še kavarno na mestni tržnici Celje, kjer ste tudi vsi vabljeni, tam recimo ob sobotah imamo kruh, naš ga prodajamo, da se pa tudi za ostale dneve naročiti, tako da imamo kar en tak razvejan spekter našega delovanja, kakorkoli se trudimo. Je pa še to, kar si prej rekla, v bistvu so ljudje, ki jim ni jasno mogoče, zakaj pa je cena enega domačega kruha ali pa domačega pridelka malo višja ali pa mogoče dosti višja, ko pa nekje v trgovini za en izdelek, ko stane par centov, ker je pa res treba bistveno več časa, energije, truda in vsega vložiti v tako stvar, da je sploh nekako za ponuditi. In ne omenimo, da je domače, naravno in pri vas tudi eko. Ja, definitivno. Tako da, če vam je za grad predaleč, greste na Stanetovo ulico, v domačo štacuno, najdete tudi njihove pridelke in proizvode. Tamara, najlepša hvala. Ja, Katja in Tilen, tudi vama hvala, lepo, da sta se oglasila in srečno še naprej. Super, vi pa hitro, domačo štacuno ali na kmetijo, eko kmetijo Uha. Novi epizodi spletne tržnice od Vil do Vilc. Danes na obisku pri eko kmetiji Habjan v Zagrado pri Celju. Živjo. Zdravo. Hvala, da si dovolil obisk, da smo lahko pogledali vse, kaj imate na voljo. Zdaj pa še predstavi, s čim se ukvarjate. Ukvarjamo se primarno z dvemi dejavnostmi. To je živinoreja, se pravi reja drobnice, reja ovc, pa z zelenjadarstvom. Imamo pa še nekaj dopolnilnih dejavnosti, ampak načeloma glavne dejavnosti so to. Veliko sort zelenjave imate, na hitro en par glavnih. Zdaj
V tej poletni sezoni paradižnik, paprika, kumare, bučke, kumarice za vlaganje, mlado zelje, kolerabica, peteršilj. Lahko bi našteval še, no, na našem certifikatu je kar dosti tega navedenega, nekaj imamo v večjih količinah, nekaj v manjših, ne. Tako da... In za tiste, ko se ne spoznamo na kmetijstvo, kaj pomeni ekopridelava? Zakaj naziv ekokmetija? Ekološka pridelava je kontrolirana pridelava v skladu z smernicami, ki jih je določila po enih uredbah Evropska unija, po enih uredbah naša država. Dejansko pa to v grobem pomeni, da mi imamo standard za rejo živali, če tu začnemo, se pravi, morajo imeti dosti prostora, ne smejo biti prevezane, pasice morajo, krmila ne smejo vsebovati gensko spremenjenih organizmov, morajo biti isto iz ekološke pridelave. Potem, če pogledamo, kokoši morajo biti proste, se morajo pasti. Če pa zelenjadarstvo pogledamo oziroma pridelavo na njivah, pa to pomeni, da se ne sme uporabljati sintetičnih gnojil, lahkotopnih gnojil, ne sme se uporabljati škropiv, raznih naravnih, pa sama pridelava mora biti nekako v skladu z naravo, se pravi, da delamo z naravo, da jaz pravim, da konvencionalno kmetijstvo dostikrat sili naravo v nekaj, kar noče delati, samo zato, da se čim več pridela, mi pa pač nekako zakonitosti narave spoštujemo. Tako da na nek način lahko rečemo, da gre za sinonim tudi kvalitetne in kakovostne hrane. V vsakem primeru. Ekološka pridelava je že zaradi samega svojega bistva najbolj kvalitetna pridelava živil in predelava. In ker vsi si želimo zdravo jesti in kvalitetno hrano, kje lahko pa vaše proizvode in zelenjavo kupimo? Naše pridelke lahko kupite vedno na kmetiji, sicer je tako, da mi imamo radi zaradi obilice dela pa vsega predhodno naročilo, zdaj ali na mail, telefon, karkoli, Facebook message. Glih to, da se lahko organiziramo, da ne čakate tu pri nas, ampak ste vsi vabljeni, da pridete. Potem pa tudi zalagamo v trgovine v Celju, se pravi domačo štacuno, nekaj tudi malega v Normu, v Žalcu trgovinco. Oskrbujemo pa tudi z temi količinami, ko jih imamo, s temi pridelki, ko imamo večje količine, pa oskrbujemo javne zavode v celjski občini, pa tudi v sosednjih občinah. Tako da te manjše pridelke, ko jih imamo pa manjše količine, pa pač na domu prodajamo v teh trgovinah in pa sodelujemo tudi v mreži Bios kmetij, to je pa v bistvu eno pogodbeno partnerstvo, kjer potem naše pridelke prodajajo tudi po celi Sloveniji. Super. Evo, vse informacije, ki kontaktne od ekokmetije Habjan bomo dali v link below, da boste lahko kontaktirali, če ne pa v domačo štacuno. Tako, evo, reklama. Ja, drugače pa tisti, ko ste po mestu, pa tudi tam dobite naše stvari. Zdaj počasi se ponudba povečuje, tako da bo čedalje več pridelkov na voljo. Super. Kupujte lokalno in spodbujajte lokalne kmetovalce v Savinjski regiji. Ste tudi edina ekokmetija v okolici mesta Celje. Zakaj temu tako? Kaj meniš? V Sloveniji nasplošno rast ekološke pridelave ne raste tako, bi si želeli. Se pravi, ekoloških kmetij je definitivno premalo. Zdaj tu bi lahko mi polemizirali o tem na dolgo in široko, ampak dejstvo je, da je upad kmetij nasplošno, tudi ekoloških. Mladi se ne odločajo za kmetijstvo zaradi tega, ker so slabe odkupne cene. Potem tisti, ko niso tržno usmerjeni oziroma niso podkovani v trženju, imajo probleme s prodajo. Kar se pa odkupuje po zelo nizkih cenah in večino ekoloških pridelkov se na koncu proda po konvencionalni ceni in v konvencionalno predelavo. Se pravi, ti rediš po najvišjem standardu, prideluješ po najvišjem standardu nekaj, na konci pa to primoram prodati po isti ceni in po istem standardu, kot tisto pač uporablja vsa dovoljena sredstva, kar jih je v Sloveniji. In to je nasplošno problem generalno slovenski. In tu recimo je za spodbujati mlade, ki se hočejo ukvarjati s kmetijstvom nasplošno, sploh pa z ekološkim oziroma čim več kmetij v ekološko
preusmeriti. Ni to tako bav, ko si nekateri mislijo, zdaj mi pa skozi pod prste gledajo, inšpekcije imamo vsak dan. Ni to tako, pride inšpektorji, ampak če delaš po predpisih, pa če si pošten do sebe, pa do strank, na koncu nimaš nobenih problemov. Moraš pa verjeti v zgodbo, to je pa eno dejstvo. Moraš verjeti, recimo mi tudi kot družina se prehranjujemo pretežno z ekološko hrano, ne 100%, to je bila utopija, ampak pretežno z ekološko hrano, če pa ne, se pa prehranjujemo s hrano iz okoliških kmetij oziroma na splošno s kmetij, ker tudi to pomagamo en drugem na koncu. Kar smo imeli tudi srečo, vse kmetije v tem Zagradi in Osemci smo že šli na okolj. Izbira je res velika, tako da poziv je, da se tudi usmerimo bolj trajnostno kmetijstvo, ekološko kmetijstvo, skrb za okolje. Odlična istočnica, hvala, kar tudi pomeni, da pred kratkim predstavljena strategija Evropske unije od vil do vilic bo nagovorila prav to, več o njej v naslednji epizodi.